živijo v novem vlogu. Danes je spet poseben dan, čeprav je bil že par dni nazaj, ampak zdaj je malo drugačen. Danes je 1000. dan, odkar smo štartali iz Slovenije in šli na pot. Tako da, ja, malo danes spet praznujeva, čeprav sva že dovolj par dni nazaj, tako da nekih pojeden danes nisva imela. Bova pa zdaj že verjetno nazdravila. Ja, je pa neverjetno hiter minil teh 1000 dni. Drugače gremo pa danes naprej proti Tignesu, tam bomo šli verjetno jutri hoditi, če bo le v redu vreme. Vmes gremo čez en slabih 2800 metrov visok prelaz, tako da zna biti danes še kar lepo, no, tale vožnja. Danes smo se pa res malo bolj zgodaj zbudili. Plan je bil ob 7 začeti hoditi, ampak je Rok naštimal budilko že zgodaj in mi ni povedal kdaj, tako da smo ostali skoraj ob pol 6. 15:05. V glavnem ja, tako da smo še malo zaspani, vsaj jaz. Sva pa kar presenečena bila, zato ker sva edina, ki greva v hribe, vsi ostali okrog naju hodijo s smučkami na ramah in v pancerjih, ker je tukaj nek ledenik očitno in grejo smučati, tako da sva bila kar začudena. Ja, res čuden. Sredi poletja folk s smučkami in pancerji naokrog hod, tako da prav zanimivo za videti.
dobro jutro. No, da še malo poveva o unem pohodu včeraj. V bistvu je bilo res ful lepo, ampak sta bile tudi dve slabosti, ki sta me malo razočarale. Prva je, da je pot vodila prvo čez mesto, tako da sva 1 uro hodila v gojzarjih po asfaltu, da sva sploh prišla na pot čez gozd, ker je bilo malo zoprno. Druga stvar pa je, da je vrh v bistvu tak lep greben, odkudar je res lep razgled na dolino in na tisto smučišče, oziroma ledenik, kjer so smučali. In bi bilo ful lepo, no, če ne bi do tja vodila tudi sedežnica, kar je večina ljudi izkoristila in zato je bila gor kar gužva. Za najin okus je bila prevelika gužva, ker je pač res, ljudje so se v Japonkah praktično gor sprehajali, kar je ful škoda, no, ker je bil drugače res lep pohod. Ja, drugače pa ta Tignes dosti bolj turističen kakor Val Thorens recimo. Tam v Val Thorenu sva res praktično sama hodila po onih poteh. Tukaj je pa res bistveno več turistov, tudi v mestu se več dogaja, kakor se takrat v Val Thorenu. Tako da mogoče samo mesto poleti bolj atraktivno, ampak kar se pa pohodov tiče, pa definitivno Val Thoren bolj primeren. Gremo pa zdaj danes naprej, v bistvu se bomo premaknili samo 21 km proti severu. Pol naprej se pa že začne današnja trasa Tour de France in ker sva se odločila, da ne bova tja šla, se pač nismo včeraj še tja premaknili, danes pa se zdaj tudi ne smemo, ker ne bi rada v kakšni gužvi obstala. Tako da zato morava zdaj nekaj pred traso prespati, pa pol verjetno gremo jutri naprej. Mi smo sicer planirali danes iti naprej in iti jutri na en pohod, ampak je za jutri precej slabo vreme napovedano, oziroma vsaj ne dovolj dobro za hoditi, znajo biti kakšne kar hude nevihte, tako da smo danes še tukaj ostali, ampak morava priznati, da nama ni prav zelo grozno, tukaj smo res ob reki parkirani, bilo je ful vroče, ful sončno, tako da sva se oba tudi danes kopala, Šnofka je itak uživala, tako da ja, zdaj pa še zvečer lepo jeva kokice, pijeva pivo in uživava. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem.